Pozdravljeni. Mi bomo kar nadaljevali. Domačo nalogo ste imeli, zdaj pa čakamo do petka, da boste uspeli narisati tisti graf racionalne funkcije. Zdaj pa naprej pa bomo si pogledali periodičnost, sodost in lihost kotnih funkcij. To bo tudi naš naslov, ne. Tule ga imate. Takole. Zdaj, kje začeti pri periodičnosti, a ne. Mogoče se malo spomnimo to, a ne. Če imamo koordinatni sistem, potem lahko narišemo enotsko krožnico. Predstavljajte si, da je to krožnica. In zdaj kot v koordinatnem sistemu dobimo tako, da je en krak kota je nepremičen od koordinatnega izhodišča tu, drug krak je pa takole neki, ne. In zdaj tule vmes imamo zdaj en kot alfa. In zdaj tale naš krak se lahko premika, a ne. Tale točka nam pa pove dve stvari. In sicer ima x koordinato, to jo damo do dol, pravokotno mora iti do dol, in ta nam pove, koliko je kosinus alfa. Tale koordinata nam pa pove, koliko je sinus alfa. No, tole zdaj sicer kar velik zmazek, ampak te dve stvari morata pravokotno pasti na koordinatni osi in dobimo kosinus alfa pa sinus alfa. Zdaj pa, mi se moramo prestaviti, a ne. S to točko se lahko prestavljamo, in če se prestavimo, potem se kosinus in sinus alfa spremenita. Zdaj pa, če imamo kot alfa, pa mu prištejemo 360 stopinj. To pomeni, če kot alfa prištejemo 360 stopinj, pomeni, da najprej je krak tule, potem pa še prištejemo 360 stopinj in štejemo in 360 stopinj je v bistvu cel krog. Pridemo v isto točko nazaj, ne. To pomeni, ali pa če bi mu še 360, to bi spet prišli v isto točko nazaj. Se pravi, za vsako prištejemo 360 stopinj, to pomeni cel krog, vedno pristanemo v isti točki nazaj. In ta ista točka ima isti kosinus in ima isti sinus. In to so v bistvu tele formule nam to povedo. Zdaj bomo pa pogledali, mislim, kako se pride še pa do tiste splošne. Tako, ne. Se pravi, rekli smo tako, če imamo mi sinus in kotu alfa prištejemo 360 stopinj, se nič ne spremeni. Ostane sinus alfa. Če imamo mi sinus pa kotu alfa prištejemo dvakrat po 360 stopinj, se spet nič ne spremeni. Ostane sinus alfa. Če mi, ne vem, sinus alfa prištejemo 6-krat 360 stopinj, se nič ne spremeni. Ostane sinus alfa. In tako pridemo do ene formule, do dveh v bistvu, super, ne. Tu bo kar veliko formul pri tej snovi. Prva formula je ta, da če mu enkrat prištejemo 360 stopinj, se nič ne spremeni, ne. To je prva formula. Druga formula je pa bolj splošna, in sicer upoštevamo to, da lahko večkrat prištejemo 360 stopinj, a ne. In sicer to napišemo pa takole. Napišemo sinus alfa plus nekajkrat, to je k, krat 360 stopinj je sinus alfa. To je pa zdaj splošna formula, zato da lahko mi se za 360 stopinj sprehodimo po enotski krožnici s krakom kota, pa še vedno ostane enako. Tako. In isto, popolnoma isto se dogaja, če bi to naredili s kosinusom. Kosinus alfa plus 360 stopinj, spet smo šli en krog okoli, enotska krožnica ostaja enako in dobimo kosinus alfa. Isto bi lahko dvakrat, pa trikrat, pa tako naprej. In zato dobimo zdaj splošno formulo za kosinus. Kosinus
alfa plus k krat 360 stopinj je kosinus alfa. Tako, ne, in to je pa pol, to sta pa pol še dve formuli, ki veljata za kosinus. Še nekaj smo pozabili, oziroma nismo pozabili, počakala sem, da smo zdaj tole do konca naredili. Zdaj, ko jaz rečem 360 stopinj, moramo nekako povedati. 360 stopinj mora biti celih, ne sme biti pol 360 stopinj, zato mora biti tale k vedno celo število, ne. In to tako napišemo, da zraven formule vedno napišemo k je element celih števil. In tu tudi k je element celih števil, k je element celih števil, k je element celih števil. Zelo pomembno je, da se to napiše zraven, ker če ne, to ne bo prav. Se pravi, k je element celih števil. To si nekako označite v zvezku, ne. Saj najlažje vam bo verjetno, da boste si to pisali v zvezek. Zato ker kar gledati je, no, za nekatere enostavno, nekateri si pa bolj zapomnijo, če si zapišejo, ne. Tako, zdaj pa če pogledamo tele 360 stopinj, in ker smo mi delali tudi v radijanih, potem koliko je 360 stopinj v radijanih? Pi je 180 stopinj, a ne. Kolikokrat pa gre pi v 360 oziroma kolikokrat gre 180 v 360? Dvakrat. Se pravi, 360 stopinj je 2 krat po pi. In zato lahko te formule napišemo tudi s pi. Te bom zdaj zbrisala. In bom napisala še iste formule, samo v ustreznih radijanih. Prva formula je takale. Sinus alfa plus. Zdaj pa zaradi lepšega zapisa napišemo 2 krat k krat pi. In preberemo 2k pi. Je, tole je nekaj krat 360 stopinj in to je sinus alfa. Kjer ne smemo pozabiti, da je k element celih števil. In druga stvar je za kosinus. Kosinus alfa plus 2k pi je isto kot kosinus alfa, kjer je k element celih števil. In imamo zdaj dve formuli za radijane. Se pravi, 2pi oziroma 360 stopinj sta tisti vrednosti, ki, če jo dodamo ali pa odvzamemo kotu, ostaneta vrednosti sinusa pa kosinusa enaka. Zato pravimo, da sta sinus in kosinus periodični, njuna perioda je pa 2pi oziroma 360 stopinj. Se pravi, funkciji sinus in kosinus sta periodični, njuna perioda je 360 stopinj oziroma 2pi v radijanih, ne. To je perioda. To vam v zapiskih oziroma tole, kar sem zdaj povedala, je tule, ne. Se pravi, funkciji sinus in kosinus sta periodični, njuna perioda je 360 stopinj oziroma 2pi. Okej, kaj zdaj to pomeni glede naloge? Na primer, včasih za kalkulator oziroma da pridemo do tabele natančnih vrednosti, je treba natančno izračunati kod večji od 90 stopinj. Mi imamo pa tisto tabelo, če se spomnite. Ne vem, če imam še kje tule, je. Tole tabelo imamo za vrednost samih
kotov od 0 do 90 stopinj, ne. Se pravi, da je treba kote zmanjšati in na ta način kote zdaj pomanjšamo. In dajmo zdaj eno vajo. Natančno izračunaj, in sicer bomo rekli sinus kota 405. Zdaj moramo ga zmanjšati. Mi zaenkrat smo se pogovarjali samo o periodi, se pravi, edini način, da ga zmanjšamo, je, da uporabimo nekako periodo. Zdaj 360 stopinj je perioda, zato bomo sinus poskusili zapisati z nekako 360 stopinj plus še nekaj, ne. Plus koliko bi pa še rabili? Plus 45 stopinj, ne. Se pravi 450 smo zdaj dali na tole plus na tole. Tegale smo mogli mi zdaj ugotoviti, a ne. In zdaj pa po formuli. Po formuli mi vemo, da je 360 stopinj, če prištejemo ali pa če odštejemo ali pa če večkrat pomnožimo, enako, kot da bi napisali samo tisti kot alfa, brez 360 stopinj. Se pravi sinus 360 stopinj brišemo in nam ostane, da je to isto kot sinus 45 stopinj. In to je skupaj koren 2 polovice. To je pa iz tabele, a ne. Tu se recimo pride v upoštev tabela. Je pa res, da nekateri kalkulatorji oziroma zdaj tisti, ki simbolno računajo, lahko to avtomatsko date noter in vam bo zračunalo, a ne. Okej. Dobro. Gremo naprej. Zdaj pa še sodost pa lihost. Kar tule si malo pomagali, ko je že napisano, a ne. Zdaj sodost pa lihost kotnih funkcij je pa taka, a ne. Tole imate naslov zdaj. Jaz malo pomanjšala, da bomo imeli prostor pisati. Takle, ne. Se pravi, imamo zdaj sodost pa lihost si bomo zdaj pogledali, to je druga točka. Mogoče najprej spet naredimo enotsko krožnico. Takle. Jaz bom zdaj vseeno rajši na roko risala, saj ste že navajeni, da ni najlepše, ne. To je 1, 1, minus 1, minus 1, ne. In zdaj, ko rišemo en kot, kar en poljuben kot, je prva je tale, ne, tale os. Prvi del kota je tale os, drugi del kota je pa poljuben. In tole tvori skupaj kot alfa. Tako. Zdaj pa tule dobimo eno točko in ta del tule navzdol je kosinus kota alfa. Se pravi, tole je kosinus alfa. Pa dajmo zdaj najprej s kosinusom, ko smo prej s sinusom, a ne. Zdaj pa sodost pa lihost. Kaj v bistvu to pomeni? Soda funkcija je tako x kvadrat. Se pravi, če imamo minus 2 na kvadrat, dobimo plus 4. Če imamo 2 na kvadrat, dobimo plus 4. Soda funkcija poje tisti minus, a ne. Se pravi, recimo, če bi imeli takle minus 2 na kvadrat, bi to bilo 4, ali pa 2 na kvadrat je 4. Tako se obnaša soda funkcija. Ni važno, ali je minus vrednost, če mi upoštevamo to funkcijo, potem dobimo ven pozitivni rezultat, ali pa če je negativna vrednost, tudi dobimo pozitivni rezultat. In zdaj nas zanima, kaj se zgodi s kosinusom. Ali bo minus prepustil ali bo ostal enak. Se pravi, če smo imeli kosinus alfa, to je ta vrednost, a ne. Zdaj nas pa zanima, kako bi se pa zgodilo, če bi dali kosinus od minus alfa. Koliko bi pa bila ta vrednost? Ali bo zdaj to s tem minusom, kaj se bo zgodilo, ne. Ta minus nas zanima. No, zdaj bomo pa narisali kot minus alfa. Rekli smo, tale smer naših kotov je pozitivna. Če gremo pa navzdol, je pa negativna smer. In
Zdaj, če smo šli mi za alfa gor, potem gremo za minus alfa navzdol. Povlečemo dol, ravno črto seveda, ne. In tule vmes je minus alfa. In zdaj, če bi dosti natančno risala, potem bi se tale črta kar nadaljevala. Se pravi, kosinus bi ostal enak tudi pri kotu minus, ne. Kosinus alfa. In dobimo naslednji rezultat iz tega. Da kosinus tale minus izniči. To pomeni, da je kosinus soda funkcija. Kosinus je soda funkcija. Zdaj poglejmo še pa za sinus. Zdaj, mi je pa že malo zmanjkalo barv, ampak bo tudi, bomo pa z rdečo za sinus. Sinus je pa na y osi. Tule je sinus alfa, tule je pa sinus minus alfa. In če bi to natančno narisali, potem je tale razdalja ista kot tale razdalja. To pomeni, da je sinus minus alfa enako minus sinus alfa. In to pomeni, da tale minus pa vpliva na sinus in da pride iz sinusa minus ven. Preživi, ali kako bi rekli, ga ne pobije. In zato je sinus liha funkcija. Sinus je liha funkcija. Zdaj, najlažje je, da si vse te zadeve pogledate pač lepše napisano in z bolj ustreznimi razlagami, je tole, ne. Tule imamo. To je zdaj ta naša slika. To je ta naša slika, ne, to je naš kot x. Naš kot x tule v točki dosega in vidimo kosinus x pa kosinus minus x sta enaka, sinus x pa ravno nasprotna, ne. In dobimo ti dve formuli. Tako. No, za podobno izpeljavo in risanjem enotskih krožnic bi dobili še pa ostale koristne kotne formule, ali kako bi rekla, ne. To pa pomeni zdaj, če sinusu prištejemo ali pa odštejemo 180 stopinj, dobimo minus sinus in isto pri kosinusu. Se pravi, se zamenja predznak za 180 stopinj, vrednost ostane pa enaka. Medtem ko sta si kosinus pa sinus razlike za 90 stopinj, ne. To se pa izpelje kar v pravokotnem trikotniku. Zato, ker vi izpeljav ne boste rabili, te formule bomo pa res redko uporabljali, ker si bomo večinoma pomagali s kalkulatorji. Jih zdaj tudi na tem mestu omenim, pa če jih bomo kdaj porabili pri kaki nalogi, jih bomo pač napisala, ne. Drugače jih pa načeloma nekako ne rabimo več, ne. Zdaj, če je šlo prehitro, si jih ustavite pa prepišite. Mi bomo pa pogledali, če je tule kakšna naloga, ko bi bila zanimiva za reševanje. Mislim, vse so zanimive, ne, za nas. Zdajle trenutno. Lahko kakšno rešimo, a ne. Recimo imamo tule prvo, eno, ne vem, tole sinus 2425 bomo rešili, ne. Imamo zdaj, bomo rešili, ne. Se pravi, mora biti s kotom manjšim od 360 zapisano. Zdaj 360 smo rekli, to je tista perioda. In zdaj najprej poglejmo, kolikokrat gre 360 v tole zadevo. Kako to naredite, ne. Zdaj imamo 2425 in to delimo s 360.
60. In vidimo, da gre približno 6-krat noter, a ne, v to našo številko. Se pravi, da lahko tole zapišemo. Zdaj lahko zapišemo, da gre 6 x 360 plus, ampak nekaj še bo pa ostalo, ne. Koliko pa zdaj to dobimo? To pa zdaj naredimo tako, ne, da vzamemo 360 stopinj, 360 stopinj, tristo šestdeset stopinj krat 6 in je to 2160, ne. Zdaj pa 2160 odštejemo od 2425 in dobimo čudne zadeve. Bom še enkrat. 2425 minus 2160. Error, 2425 minus 2160. Bi bila prej, če bi peš izračunala, ne. Je to 200. Je to 265, ne. In zdaj lahko rečemo, tale del lahko prečrtamo, zato ker 360 stopinj ne spremeni kota. Tako, in dobimo, da je to sinus 265 stopinj. Zdaj pa mora biti manjšim od 360 kotom, kar je. Evo, super, smo naredili. Lahko pa zdaj pogledate še zdaj tukajle. Tale je pa s pi. Zdaj s pi je pa tako. Lahko si spreminjate v stopinje pa potem rešujete tako, kot ste navajeni. Jaz bom pa enega brez tega, da bi spreminjali, rešila. In sicer recimo kosinus 25 pi. 360 stopinj smo rekli, da je 2 pi. Se pravi, mi imamo zdaj kosinus, zdaj pa kolikokrat 2 pi spravimo sem noter, ne? Ja. 24 pi pa še en pi imamo, ne. To je 25 pijev je 24 pi plus še en pi. In to je 2 krat po 12 pijev. Zato lahko to črtamo in ostane nam kosinus pi. To bi pa bilo, ne, kosinus 180 stopinj, kar je pa že spet manjše od 360 stopinj. Okej. Odlično. Mogoče še eno tole, ko izgleda tako interesantno. Imamo tutle prvi primer. Zdaj, če mi hočemo natančno izračunati te zadeve, ne, potem rabimo vse te kote manjše kot 90 stopinj, zato da bomo lahko iz tabele vzeli. Zato bomo zdaj posebej izračunali kosinus 200 stopinj, 210 stopinj, koliko je, pa pol še 3600 pa 3600 pa tako, ne. Okej. No, zdaj imamo eno težavo imamo, ker je tole manjše že od 360, ne, pa še nismo zdaj nič kaj računali z manjšimi. Če se spomnite, so bile tiste formule za manjše. Kosinus, ali pa kar najboljše, da vam jih pokažem. Takle, ne, se pravi, če imamo kosinus alfa plus minus 180 stopinj, dobimo minus kosinus ven, ne. Se pravi, kosinus alfa plus minus 180 stopinj, dobimo minus kosinus alfa ven. Kaj zdaj to za nas pomeni? Za nas pomeni, da moramo tehlih 210 napisati kot obliko kosinus alfa, oziroma bomo vse kar pustili prazno.
kosinus koliko plus 180 stopinj. Koliko bomo zdaj tukaj napisali? Ja, do 110 še manjka 30. Zdaj pa, če 180 prečrtamo, dobimo minus kosinus. Se pravi, to bo zdaj minus kosinus 30 stopinj. Tega pa lahko počrtamo, ker smo tale minus tule napisali. In zdaj pogledamo v tabelo, koliko je kosinus 30 stopinj in je minus koren 3 polovice. Tole. Sinus 60 bomo znali iz tabele. Kosinus 360 stopinj je kosinus kolikrat? 10 krat 360 stopinj plus nič. Tole prečrtamo, dobimo kosinus nič in kosinus nič stopinj je 1. Pol imamo še. Zdaj poglejte, tukaj imamo zdaj sinus, pol pa minus 3600. Se pravi, lahko damo sinus minus 3600. Ker je sinus liha funkcija, potem ta minus lahko nesemo pred. To je minus sinus 3600. Kar je zdaj minus sinus 10 krat 3000. 10 krat 360, in to lahko prestavimo in je to minus sinus nič stopinj, kar je nič. Okej, zdaj pa imamo v bistvu že vse izračunano, kar želimo, in lahko s temle izrazom nadaljujemo, ne. Tole malo zdaj zbrisala. Takole. In bom zdaj tukajle navzgor nadaljevala. Se pravi, minus 3 krat prepišemo. Kosinus 210 je minus koren 3 polovice plus sinus 60 je koren 3 polovice, to je iz tabele vrednost prepisana. Potem smo tole kosinus 360 stopinj je 1 minus sinus minus 3600 je pa nič. In zdaj pa moramo izračunati tole. Minus 3 krat minus koren 3 polovice je 3 koren 3 polovice plus koren 3 polovice. 1 minus nič je pa 1. Se pravi, nam ostane kar tale zgornji del. Tu imamo en koren 3 pa 3 korene 3 so 4 koren 3 polovice. Ta enin pa lahko zanemarimo, ne. In je to 2 koren 3 polovic. Takole. Zdaj še pa domača naloga. Določi predznak naslednjim kotnim funkcijam. Boste povedali, ali plus ali je minus, a ne. Sinus 60 stopinj, kosinus 120 stopinj, kosinus 505 stopinj, sinus 312 stopinj. Samo napišite, a je plus ali je minus. Pomagajte si pa z enotsko okrožnico, ne. Mogoče še kosinus minus 30 stopinj pa sinus minus 120 stopinj. Zapiši s kotom manjšim od 180 stopinj je pa, recimo imamo sinus 512 stopinj, kosinus 480 stopinj, sinus 3715 stopinj pa kosinus minus 240 stopinj. Tako. Tole bi bilo za domačo nalogo in to zdaj šteje za ta teden vse, ne. Se pravi, za ta teden morate poslati domačo nalogo kot racionalna funkcija. Tole pa preglejte predavanja, tista od prej, pa poskusite se
s temle, ne, določi predznak naslednjim kotnim funkcijam. Pa zapiši s kotom manjšim od 180 stopinj. Predznak si lahko potem preverite, tako da vstavite noter v kalkulator, poskusite pa razmisliti, kako bi bilo to pri kotni funkciji. dobro, pol si pa kar prepišite. Vstavite pa prepišite, ne. Tako, če je kako vprašanje, pa mogoče, če se le da, dajte zdaj v Teamse, sem bolj tam noter dosegljiva.